Družino Zavašnik, ki je imela v lasti nekdanjo diskoteko Lipa, kjer so pred 21 leti v stampedu umrla 3 dekleta, so znova obiskali inšpektorji finančne uprave. Zavašnikovi so namreč na parkirišču, ki niti ni več v njihovi lasti, znova postavili zapornice in zaračunavali parkirnino. Finančna uprava je vhode na parkirišče zablokirala z betonskimi zaprekami in zaradi davčnega dolga družine, ki naj bi znašal okoli $500 000, zarubila luksuzen avtomobil. Zapornice in parkomate so inšpektorji iz nelegalnega parkirišča prvič odstranili že lani. Predtem pa so rubežniki odpeljali tudi na črno zgrajene počitniške hišice. Rebeka Tomados. Malo čez 8 uro zjutraj na parkirišču nekdanje diskoteke Lipa, kjer so, spomnimo, pred 21 leti v stampedu umrla 3 dekleta. Na tem parkirišču je družina Zavašnik pobirala parkirnino in očitno tudi nadomestilo za polnjenje in prenočevanje avtodomov, pa čeprav posestvo že dolgo ni več v njihovi lasti, temveč pripada družbi DBS Leasing. Parkirnina je zaslužke prinašala tudi prej. Takole jih je Furs nazadnje skušal ustaviti že lani julija, a neuspešno. Kršitve so se kljub našim akcijam nadaljevale. Še vedno so bili postavljeni tole parkomati, kjer so pač uporabljali to vrstno parkirišče kot delo na črno, zaposlovanje na črno. Zato zdaj bolj radikalen ukrep. Tukaj smo postavili betonske pregrade in na ta način res fizično preprečili nadaljne kršitve. In ker naj bi znesek dolgov Zavašnikovih neuradno segal do okoli $500 000, se je tovornjak hitro polnil. Tekom naše današnje akcije smo naleteli tudi na drugo premično premoženje, med drugim tudi na luksuzni avtomobil. Zdaj, ko bomo dali na cesto, ga moramo zadržati, da ne bo šel v travnik. Družina Zavašnik je garažna vrata, za katerimi je bil skrit luksuzen avtomobil, še preden bi jih rubeži odprli na silo, odprla sama na daljavo. In če so običajno rubljenje spremljali od blizu, pa so tokrat ostali v hiši. Zaseženi rdeči avto sicer ni tisti, ki so ga rubežniki že dlje časa zaman zahtevali od Milene Zavašnik. Neuradno naj bi tisti avtomobil družina pred dacarji uspešno skrivala, nato pa je izginil neznano kam. Zaseženi rdeči avtomobil neuradno ni pisan na Zavašnikove, a ker naj bi bil v njihovi uporabi že več kot 6 mesecev, naj bi Furs ocenil, da gre za njihovo lastnino. Glede na to, da smo premično premoženje zasegli, bomo sklicali javno dražbo, to vedno poteka preko spleta. Ukolikor se bo nad rubežem kdo pritožil, bo dražba umaknjena do razrešitve sodišča.